Ja, v bistvu sem en predzadnji krog na tisti daljši klanec videl, da mi ne bo zneslo še en krog ostati s prvimi in sem se pač odločil zadnji krog pripeljati prvi svoji cilji, pokazati svoje barve. To je meni nekaj pomenilo. Tudi za vnaprej mi pač ta dirka nekaj pomeni. Dal sem včeraj vse od sebe in presenetil morebiti marsikoga in sam sem nekako verjel, da lahko končam dirko sploh, ko so bile težke razmere in zame je bilo mogoče celo lažje, čeprav ne maram dežja in teh razmer, tako da, ker sem bil motiviran in marsikateri profesionalni kolesar ima dolgo sezono, nima glave več za tako dolgo dirko, sam sem šel motiviran in mogoče je bilo meni tudi lažje. Ja, v bistvu sem en predzadnji krog na tisti daljši klanec videl, da mi ne bo zneslo še en krog ostati s prvimi in sem se pač odločil zadnji krog pripeljati prvi svoji cilji, pokazati svoje barve. To je meni nekaj pomenilo. Tudi za vnaprej mi pač ta dirka nekaj pomeni. Dal sem včeraj vse od sebe in presenetil morebiti marsikoga in sam sem nekako verjel, da lahko končam dirko sploh, ko so bile težke razmere in zame je bilo mogoče celo lažje, čeprav ne maram dežja in teh razmer, tako da, ker sem bil motiviran in marsikateri profesionalni kolesar ima dolgo sezono, nima glave več za tako dolgo dirko, sam sem šel motiviran in mogoče je bilo meni tudi lažje. Ne bom rekel, da so strašili tako Mateja kot tebe. Mateja so strašili, da je naslednja dirka ta z mlajšimi člani daljša, težja. Tebi smo ves čas v glavo ubijali, da 273 km nisi še nikdar vozil, ampak enostavno sta oba dva izpravila testa teh 273 km. Ko sta se z očetom potem videla tam pri našem avtu, sta rekla, da sta brez težav še en krog. Ja, to je bolj šalje, ampak sigurno na taki progi se pokaže potem, kakšen kolesar si, z kakšnega testa si. Marsikateri kolesar tega ne bi zdržal, ampak sam sem potem, ko sem ostal sam od slovenske šesterice, vedel, da moram končati dirki v čast Sloveniji, zato sem res boril do zadnjega. V tistem prvem delu je Jani Brajkovič dobesedno imel senco, imenovala se je Jan Polanc, skrbel si zanj kot v Astani niso nikdar. Potem pa je Borut Božič povzdignil glas, če se ne motim. Ja, Borut se je pogovarjal z Janijem in pač ugotovil, da verjetno ne bo končal dirke in mi je svetoval, naj se držim sprede z njemu in probam dirkati zase in sigurno, če bi bil tako izkušen kolesar, kot je Borut in se znal tako dobro voziti kot on, bi prišparal kakšen atom moči in mogoče bi v zaključku prav prišel, ampak nažalost se še učim in verjamem, da bo naslednja svetovna prvenstva boljša. No, fantje se še učijo in pravijo, da imajo se v Ja, to je bolj šalje, ampak sigurno na taki progi se pokaže potem, kakšen kolesar si, z kakšnega testa si. Marsikateri kolesar tega ne bi zdržal, ampak sam sem potem, ko sem ostal sam od slovenske šesterice, vedel, da moram končati dirki v čast Sloveniji, zato sem res boril do zadnjega. Da bo naslednja svetovna prvenstva boljša.